No, o nevladnih organizacijah pod odgovorom na potrebe družbe in posameznika pa nam bo zdaj spregovorila še Tereza Novak iz Slovenske filantropije. No, hvala lepa, dobro jutro. Jaz vam pravzaprav nalogo, da pojasnim, kako nastajamo nevladne organizacije, na kaj se odzivamo in kako pravzaprav te stvari tečejo pri nas in bom pač izkoristila, da prihajam v Slovenske filantropije in govorila predvsem o Slovenski filantropiji, ampak to ne pomeni, da rada bi pokazala na enem primeru in mi smo tudi mreža, ki je mislim, da najdalj odprta. Rada bi povedala na našem primeru, kako smo se mi vse mreže tukaj in organizacije odzvali na ni problem. Slovenska filantropija nastala pred 23 leti in to o prihodu beguncev iz Bosne in Hercegovine kot dejansko odziv ljudi, ki ni bilo vseeno, kaj se dogaja z ljudmi, ki so prišli v Slovenijo. Nekaj posameznikov se je zbralo, vključili so druge prostovoljce, intenzivno pristopili k psihosocialni, finančni in drugi pomoči tem ljudem, ki so se v Sloveniji znašli, ne po svoji volji. Slovenija je vzpostavila nek sistem, ki je pač na določen način podprl ljudi, ampak vendar to v nobenem primeru ni bilo dovolj, da bi lahko začeli neko novo življenje v novi skupnosti. Mi smo začeli z družina na družino. Družina slovenskih prostovoljcev, vsi smo bili prostovoljci, je povabila družino iz Bosne k sebi domov, da so se lahko pogovarjali, da so lahko o tem, kar so doživeli, govorili. To je izkušnja, zelo globoka izkušnja in za prostovoljce iz Slovenije, predvsem pa seveda za ljudi iz Bosne. In na ta način se je začelo tkati in delovanje na področju prostovoljstva in ustvarjanje nekega znanja, grajenja znanja na področju migracij, psihosocialne pomoči in s tem je tudi organizacija rasla. Organizacija, ki je začela z res zgolj prostovoljskim delom, ima več kot 30 zaposlenih ljudi zdaj, z akumulacijo velikega znanja, ker smo pač pred 20 leti sklenili, da bomo kot vse druge organizacije, ki želijo delati dobro in predvsem delati kontinuirano, gradili na znanju ljudi, zaposlenih in prostovoljcev, gradili na sodelovanju z drugimi organizacijami, gradili na sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, da bomo prenašali dobre prakse, da bomo prenašali naše dobre prakse v tujino. In to je v bistvu integralni in najbolj ključen del dela Slovenske filantropije. Mi smo v tem času našega razvoja imeli par ključnih pa zelo srečnih trenutkov, ki so pomembni za vsako organizacijo, posebej, če to nevladna organizacija. Nekdo jo more, mislim, seveda, če dela dobro in večina od nas dela zelo dobro, prepoznati. Država mora prepoznati, da so organizacije, kot so pač naše nevladne organizacije, izjemnega pomena, zato ker lahko naredijo ključne premike v sodelovanju seveda z državo, zato da se stvari, da je bivanje prebivalcev in okolja, če govorimo o okoljskih organizacijah, da pač živimo bolj kakovostno. Mi smo leta 2004 začeli vzpostavljati mrežo prostovoljskih organizacij, ker smo ugotovili, da je v Sloveniji ogromno organizacij, ki vključuje prostovoljce, dela s prostovoljci, bolj ali manj formalno, ampak da v bistvu ni neke ene točke vstopa za ljudi, ki bi želeli kot prostovoljci delati na katerem koli področju. Naše delovanje je bilo sprva omejeno zgolj na socialno, ker smo tudi sami humanitarna organizacija in ki smo imeli vire financirane zgolj iz sociale oziroma fundacije Tiho. Veliko dela je bilo vloženega v grajenje mreže, v iskanje kontaktov, v tkanje sodelovanj z različnimi organizacijami, pravzaprav tudi v premagovanje nekega nezaupanja v to, kaj počnemo od drugih organizacij, ker v Sloveniji je izjemno težko priti do nekih trajnih virov, če ne celo nemogoče,
financiranja in v bistvu smo izpostavljeni enemu odprtemu trgu, ki ni naklonjen temu, da se organizacije med sabo povezujemo, kaj šele, da se res dobro podpiramo. In se mi zdi, da je bil premik v tem narejen strani, takrat ne vem, kaj je bil Ministrstvo za javno upravo, se mi zdi, ko so se odločili, da bojo del sredstev iz Evropske komisije namenili dejansko povezovanju organizacij, tkanju mrež in so podprli poleg mrež, ki ne bi bile podporne mreže nevladnim organizacijam, tudi vsebinske mreže. To smo mi. In jaz moram povedati, da naša organizacija pri tem, da je dobro delala že prej, da smo veliko dela vložili v mrežo, je v bistvu lahko naredila en velik preskok v delovanju, tudi na nacionalni ravni, šele takrat, ko so v bistvu tudi nam dodelili nekaj evropskih sredstev za to, da smo lahko intenzivno delali na povezovanju, to se pravi na mreži. Mogoče, ker danes govorimo o ljudeh in o zgodbah, bi jaz pač povedala nekaj zgodb, kako zgleda, če ti tkeš in gradiš mrežo in kaj ta mreža potem lahko doseže, kar so verjetno z vsebinskimi razlikami zgodbe vseh nas. Pokliče starejši gospod in pravi, kličem iz centra socialno delo, iščem prostovoljca. In potem mi rečemo, ja, zakaj? Mi tlele sicer nimamo kar v vrsti, pa pravi, ja, veste kaj, jaz sem skrbnik še enega drugega starejšega gospoda, ki ga hoče vršiti stanovanja v Ljubljani, to je neko neprofitno stanovanje v Ljubljani, kličem pa iz centra za socialno delo. In vprašamo, pa vam centra za socialno delo ne more pomagati? Ne. Centar za socialno delo je dal vašo številko, da mi pač prosimo za pomoč. In potem počasi ugotovimo, da gre za starejšega človeka, ki je v bistvu hoče biti samostojen. Prav je, da je samostojen, ampak pač ne more v celoti poskrbeti zase. Maži, na centru za socialno delo ga poznajo, dobi neko finančno pomoč, ampak zaradi različnih razlogov je prišlo do zamude izplačila finančne pomoči za nekaj mesecev in ker mora plačati neprofitno stanovanje in ga ne more plačati, bo je občina rekla, da ga pač ni več upravičen do neprofitnega stanovanja in da pač more iz njega. Ampak, ker je seveda stvar bila precej kritična, gospod imel kam jed, šlo je zares starega, bolnega, invalidnega gospoda, so rekli, no, mogoče vas bomo pustili ta mesec, ker je Centar za socialno delo zagotovo, da bo dobil denar čez en mesec, če boste vi stanovanje spravili v red. Ampak gospod 80 let star in bolan tega stanovanja ni mogel spraviti v red in tako so prišli do nas. In zato, ker že dolgo časa gradimo mrežo, poznamo organizacije, znamo sodelovati med sabo, delamo tudi z profitnimi organizacijami, z gospodarskimi družbami, ki jih pač načrtno povezujemo z nevladnimi organizacijami, da lahko v svojem korporativnem, družbenem, odgovornem odnosu do okolja delajo tudi prostovoljske akcije. Smo mi, ker pač je šlo za 3 dni je imel časa, smo se obrnili na gospodarsko družbo, eno, ki je pač že prej rekla, da bi radi delali kot prostovoljci, da imajo nekaj ljudi, da bi delali manjše akcije. No in hitro so se odzvali dejansko, v 3 dneh so 4 ljudje, plus mi, iz stanovanja očistili, ker je bilo seveda grozen, in pobili. Ker je pomenil, da je ta človek, ki so ga metali na cesto, kljub temu, da imamo mi zakone, ki pač to pravzaprav skoraj bi mogli preprečiti, ampak niso, lahko ostal v tem stanovanju in dobil naslednjo plačilo od države in lahko preživ. Jaz mislim, da je to, da v takem primeru smo potrebne to vrstne organizacije in je potrebno prostovoljsko delo, ampak ni pa dovolj. Mi moramo ob tem opozoriti, da očitno prihaja do nekih anomalij in da te anomalije niso dopustne, zato ker postavljajo ljudi pred zelo veliko stisko. In tudi to je naše delo, ki ga lahko bistveno boljše opravljamo, odkar smo povezani v mrežo, poznamo veliko primerov, se lahko na njih hitro odzovemo, ampak lahko tudi opozorimo na to, kar je pač ključni del naše dejavnosti. Jaz bi mogoče omenila še en primer.
To je primer ene gospe, zgodil se je v zadnjem času, gospa iz Savinjske doline, zaposlena z otrokom, je se obrnila na nas, ker ni vedela, kam se ne obrne. Mi seveda delujemo pretežno v Ljubljani, tudi po drugih krajih Slovenije, predvsem pa je naša mreža po celi Sloveniji. In gospa je imela problem dela kot na minimalno plačanem delovnem mestu, ampak v vrtcu, v javnem zavodu, ima enega otroka in se je preselila v hišo, ki jo odnaša plaz. To hišo ima celo zavarovano, ampak zavarovalnica ne plača nobenega popravila, dokler ni narejen načrt, ki ga ne morajo narediti, dokler se ne splazi do konca. In vse te godni, ki je ušla pa iz nekega razmerja, v katerem je pač bilo nasilje in se je mogla umakniti, je obstala z dolgovi, za to hišo, ki se ji ruši, ampak zaposlena, dela z otrokom. Za nas bi bilo to leta nazaj, ko nismo v bistvu bili povezani z drugimi organizacijami, to pravzaprav ne rešljiv problem. Mi bi lahko poklicali na center za socialno delo in rekli, čakajte, zdaj te kaj narediti, tle imate problem. Ampak to ponavadi ni dovolj. No, mi smo pač pogledali, kdo vse v mreži bi lahko pomagal in smo v roku enega meseca našli rešitev za dodatna sistemska sredstva za to za centru za socialno delo, ker pač ona ni vedela, do česa vsega ima pravico. Kontaktirali z občino in povedali, da imajo pri njih gospod, ki je v resni stiski in ne ve, na kaj se ne obrne, in so pač na občini pogledali, kaj lahko naredijo, da bo sanacija tega plazu hitrejša, da bo lahko prišla do svojih sredstev iz zavarovalnice. Kontaktirali nekaj organizacij prostovoljskih, ki ponujajo različne stvari. Ena od njih je zbrala sredstva, da so poplačali dolgove. Našli smo prostovoljca, odvetnika, ki se je začel s tem ukvarjati in v bistvu ne da bi rešili problem, ker ga seveda ne moramo rešiti v celoti, ampak bistveno smo pripomogli organizacije, vse, ki so bile vključene v to akcijo, da ima gospa načrt, kako bo do tega prišla, da ima nekaj ljudi, tudi prostovoljko smo našli, ki je šla z njo na center za socialno delo, ker seveda gre za nekoga, ki se pač ni dovolj samozavesten, da bi te stvari vse sam naredil. Taki so ponovadi naši primeri, ampak imajo pa pravico do marsičesa, do česar sploh ne vejo. In to je v bistvu delo nevladnih organizacij in seveda vlade, da skupaj, tudi v takih primerih, ki so res, mislim, milo rečeno grozni, in zgledajo za marsikoga, ki se v situaciji znajde, popolnoma nerešljivi, lahko najdemo rešitev. In to je, po mojem, bistveni doprinos nevladnih organizacij pri kvaliteti življenja v naši državi. Jaz si predstavljam, da če ne bi bilo vseh nas, ki smo tle in vse, kar počnemo, bi bilo prvič bistveno več stisk, bi bistveno lažje ta država šla skozi to, ne da bi poskrbela za svoje državljane in bi bila bistveno slabša kvaliteta življenja v naši srednji. Pa če govorimo o ljudeh ali pa o naravi in vsem, v čemer živimo. To bi bil moj prispevek. Hvala lepa.